Swing trgovanje. No, to je metoda, s katero mnogi mislijo, da se bodo ukvarjali in pustili redne službe. Pa je temu res tako? Pridružite se mi, da odkrijemo to skupaj. Lepo zdrav in dobrodošli v seriji, kjer popolnim začetnikom pomagamo pri razumevanju kripta. V tokratni epizodi si bomo ogledali swing trgovanje. Kaj je? Katera so načela, ki se jih moramo držati? Katere so njihove prednosti in slabosti? Če ste morda novi, imamo že precej videov, kjer podrobno spoznavamo kripto hodl metodo, kripto DCA metodo, inteligentne portfelje in staking metodo. Imamo tudi video, s pomočjo katerega lahko določite svoj profil vlagatelja, kar je pomemben prvi korak, preden se sploh spustite v investiranje, saj morate najprej spoznati samega sebe. In seveda se obetajo še novi videi o tem, kako preprečite čustvene odločitve in kako se lahko obvarujete pred goljufi. Da pa slučajno katerega ne zamudite, je najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu takoj tudi obvestil. Zdaj pa si oglejmo, kaj je swing trgovanje. Swing trgovanje je trgovalna strategija, ki se osredotoča na izkoriščanje kratkoročnih nihanj cen kriptovalut v daljšem časovnem obdobju, od nekaj dni do nekaj tednov. Namen je kupiti kriptovaluto, ko je njena cena nizka, in jo nato prodati, ko cena naraste, s čimer se ustvari dobiček. Recimo, Solana je zrasla za 20% od moje nakupne cene, zato jo prodam in počakam na popravek, kjer jo ponovno kupim. Swing trgovci uporabljajo različne tehnične kazalnike in analizo grafov, da bi prepoznali potencialne priložnosti za nakup in prodajo. Med te kazalnike lahko vključujejo razna povprečja, Fibonaccijevo retrakcijo in vzorce na grafih. Swing trgovci običajno držijo svoje pozicije dlje kot dnevni trgovci, vendar krajši čas kot naložbeniki. Njihov cilj je ujeti del večjih trendov, ne pa celotnega gibanja cen. Katere so pa prednosti in slabosti te strategije? Velika prednost swing trgovanja je, da ima potencial za višje donose, saj trgovci izkoriščajo več nihanj cen. Swing trgovci lahko po potrebi hitro vstopajo in izstopajo iz trga, kar jim omogoča večjo fleksibilnost kot naložbenikom na dolgi rok. Ima pa ta metoda tudi veliko slabost, in sicer tveganje izgube. Ta način investiranja zahteva precej znanja in tudi samokontrole, kar se čustev tiče, kar lahko marsikaterega začetnika preseneti in posledično vodi do izgub. Pa si poglejmo, katera so še načela swing trgovanja. Uporaba tehnične analize. Tehnična analiza je orodje za prepoznavanje trendov in vzorcev v gibanju cen kriptovalut. Swing trgovci uporabljajo različne tehnične kazalnike in vzorce grafikonov, da bi ugotovili, kdaj kupiti in kdaj prodati. Naprej imamo določanje ciljev vstopa in izstopa. To je zelo pomembno, da določite ciljno ceno, pri kateri želite prodati za dobiček, in stopnjo izstopa oziroma stop loss, pri kateri boste prodali za zmanjšanje izgub. Naprej imamo potrpežljivost. Swing trgovanje ni hitra shema za bogatenje. Uspeh zahteva potrpežljivost in disciplino. Potem je tukaj 4. Ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubiti. Začetniki ponavadi grejo noč z vsem, kar imajo, kar je huda napaka, in posledično lahko tudi izgubijo vse. In še 5. načelo, izklop emocij. Swing trgovanje lahko zahteva čustveno disciplino. Ne sme se dovoliti, da bi strah ali pohlep vplivala na vaše trgovalne odločitve. Držati se je treba svojega trgovalnega načrta in se ne odzivati na čustvene impulze. Še 6. načelo imamo, to je redno izobraževanje. Trgi kriptovalut se nenehno spreminjajo. Pomembno je, da se redno izobražuje o novih trendih, analizah in trgovalnih strategijah. Glavno vprašanje je, ali je swing trgovanja zate. Kot smo že namignili, swing trgovanje ni za začetnike, pač pa za trgovce z več znanja in več samodiscipline, ko se gre za emocionalne odločitve. Ti trgovci so tudi pripravljeni sprejeti tveganje in posvetiti čas učenju in izvajanju trgovalnih strategij.
Marsikdo ima v mislih napačno sliko, da bo na ta način služil velike vsote denarja s tem, da občasno pogleda na laptop na Bahamih. Ampak to nikakor ni tako. To zahteva ogromno časa pred ekranom, dela, analiz, vikendov, praznikov praktično ni. Preden se odločite za kakršnokoli naložbo v kriptovalute, je pomembno, da kljub temu opravite tudi lastno raziskavo in razumete tveganja, ki so vključena. Pomembno je tudi, da vlagate le denar, ki ga omogoča vaša naložbena zmogljivost, ki smo jo izračunali v prvem videu te serije. In kje lahko dobiš odgovor na vprašanje, ali je swing trgovanje zate? Na Kriptomatu smo prav zato sestavili vprašalnik, kjer boste lahko brez problema določili svojo naložbeno strategijo, ki bo ustrezala vam in vašim željam. Brezplačno si ga lahko prenesete preko povezave v opisu in pripetem komentarju. Upam, da smo vas dobro informirali glede swing trgovanja s kriptovalutami in da smo vam odgovorili na večino vprašanj. Če pa slučajno ostaja še kakšno neodgovorjeno vprašanje, nam kar napišite spodaj pod videom, pod komentarji in z veseljem bomo odgovorili nanj. Priporočal bi vam tudi, da se naročite na webinar, ki je za vas popolnoma brezplačen. Ta webinar se še bolj poglablja v svet investiranja, predstavlja težave začetnikov in ponuja tudi rešitve. Poznaš morda še koga, ki je komaj začel z vlaganjem v kriptosvet? Deli ta video z njim, da mu bomo skupaj tako pomagali pri boljših naložbenih odločitvah. Kot že omenjeno, v naslednjih videih si bomo ogledali še kako preprečite čustvene odločitve in kako se ubranite pred goljufi. Ne bo se jih splačalo zamuditi, zato res predlagam, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu tudi takoj obvestil. Zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.